Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Moj današnji gost je direktor galerije v Murski Soboti, Robert Inhof. Pozdravljen, doktor Inhof. Lepo pozdravljeni. Ker so ti pogovori v bistvu predstavitve človeka v prvi vrsti, bova začela z vami. Hodili ste v Murski Soboti v osnovno šolo, pa v gimnazijo v Ljutomer. Moram reči, da do zdaj še nisem delal intervjuja s človekom, ki je končal gimnazijo v Ljutomeru. Kako je naneslo, da ste šli v Ljutomer? Enostavno, tako kar nekaj stvari v mojem življenju v bistvu pomotene. Nekako sem se predstavilo, ker sem izredno slab matematik, fizik, so ene stvari, ki so popolno nerazumljive. Sem se predstavljal, da bom šel tja, ker se mi je zdelo, da je tam šola bistveno lažja. V bistvu pa je bilo obratno. To sem ugotovil malo prepozno, tako več nisem mogel narediti v šade. In sem gimnazijo končal pač v Ljutomeru. Ampak zgodilo se vam je to, da imate gimnazijo v Soboti skoraj čez cesto, pa ste se vozili z vlakom vsak dan v Ljutomer? V nobenem primeru mi zdaj ni žal za nič. Mislim, da je to bilo tako pozitivno izkustvo, da me je na nek način določilo za vse prihodnje življenje. Kako pa pride potem to, da se človek odloči za študij umetnostne zgodovine? Kje je bil motiv? Kaj je? Glaven motiv je bil... Kaj ste radi risali v otroštvu? Ne. Glaven motiv je bil ta, da so mi ene stvari bile dokaj blizu, tudi kar se tiče umetnosti, ne pa likovna umetnost. Tako da zdaj, ko kdo pravi, da ne razume likovne umetnosti, ga povsem razumem, saj jaz sem imel podobno izkustvo. In se mi je zdelo... Katere oblike umetnosti so vam potem bile blizu? Meni je bila blizu glasba. Seveda, tudi tukaj nimam posluha, ampak glasba mi je vedno nekako bila... Tudi glasba je določala predvsem moje življenje. Komunikacijo z ljudmi, komunikacijo s prijatelji, mogoče tudi svetovni nazor na nek način. Zdaj, to se mi je pa zdelo, ko je pa likovna umetnost, ko mi je pa nedostopna in ko je zaprta. Doma smo imeli eno knjigo, ko so starši pač bili člani sveta knjige, in mislim, da je bila tista knjiga najslabša možna knjiga za spoznavanje likovne umetnosti. Imenovala se je Svet umetnosti. Nekako brez kakršnega koli koncepta sem imel tam zelo nezanimiv tekst, ob tem pa detajle slik, ne pa celote. Se pravi, ni bil nek krasen pregled, ki bi te potegnil. Potem se mi je zgodilo, ko sem gimnazijski praktikant v Ljutomerski gimnaziji delal v galeriji Murska Sobota. Sem seveda hodil na razstave. In na eni razstave, bila je Panonija, ne vem, če 83, mislim, ka 83, sem šel okrog po galeriji in sem prišel do tiste zadnje stene, se pravi do tiste, ki je pomaknjena. In če greš od leve strani, ne vidiš. Zid je pred njo in tako za vogalom je. In tam so bile 3 slike, zelo temačne, gor so bile podobe žensk kot neki odvodi teh srednjeveških plerancev ali žalovalcev. In tisto je pustilo tako nepričakovane, tako primeren vtis name, kako pravijo, sezulo me je. Jaz nisem vedel, kdo je avtor, kaj avtor dela. In še te oči so me, še nekaj dni so me zasledovali, nisem se jih mogel znebiti, in te temnozelenega ozadja. Takrat sem se začel za to zanimati, sem videl, da je to... Ko ste to rekli, sem se natisnil, kar je spomnil. Ja, saj Jože Tisnikar je bil. A je bil Tisnikar? Jože Tisnikar je bil. Jaz nisem imel pojma, kdo je to. Patolog. Ni bil patolog, bil docentski pomočnik. Ampak takrat sem v knjižnici po naključju naletel na to knjigo Nebojša Tomaščeviča, z velikimi črkami vidim na hrbtu napisano Tisnikar. To je pa knjiga o tem slikarju, sem se jo sposodil in potem sem videl to zgodbo. Na tistih slikah, ki sem videl, ni bilo nobene te tematike, ki jih sicer slikal, ampak samo podobe žalovalcev, ampak pravim, to je oči. To je njegov. Te oči, in to me je
kako bi rekel, takrat sem odprl portal. To je bila gimnazijska praksa še. Gimnazijska praksa. In se pravi, potem greš pa bereš to knjigo, ta te pripelje do druge knjige, druga te pripelje do tretje, potem sem naletel po naključju na krasno biografijo Leonarda da Vincija, ki jo je napisal Merežikovski, zelo navdihujoča knjiga za najstnika, pa ne samo za najstnika, tudi Sigmund Freud se je skliceval na njo, ko je pisal svoj esej En spomin iz otroštva Leonarda da Vincija. In potem se to enostavno eno veže z drugim in enkrat si samo not, enkrat vidiš, da je to tvoje življenje, da ne gre drugače. Ne. In potem, ko smo se vpisovali na fakulteto, še takrat nisem vedel, kaj naj vpišem. Še zdaj se spomnim, ko sem ostal sam v razredu s tistim vpisnim listom in sem potem pač vpisal umetnostno zgodovino in filozofijo in potem šel na spremne izpite in začel študirati oboje. In potem smo imeli tak, najprej sem diplomiral z filozofije, potem sem mogel oddati diplomsko nalogo iz umetnostne zgodovine, s tem se zadeva še ni končala, da smo imeli še diplomske izpite, 4, za vse za nazaj, to je bila kot neke vrste matura in šele, ko si vse 4 diplomske izpite naredil, si dobil diplomo. Potem se ne nehaš izobraževati, ker ko ste dobili pač pripravništvo pa tak naprej, potem moraš delati še izpite za nazive v stroki. Ja, ti nazivi so, ko narediš pripravništvo, opraviš pripravniški izpit v Ljubljani in jaz sem ga opravil na 5 mestih, od tujega jezika, zakonodaje, muzeologije, konzervatorstva. Potem dobiš naziv kustos, potem si ti nazivi sledijo višji kustos, muzejski svetovalec in muzejski svetnik, se pravi, pogoji so vedno bolj zahtevni. In ko te pogoje izpolnjuješ, dobiš ta strokovni izpit, ki ti potem pač pripada. Izobražuješ se pa vedno. Zdaj eno brat je tukaj. Več, ko veš, več vidiš, da ne veš. Ne? In to je nekako, temu ni konca. Ne? Temu se pravi neraziskano polje. Ne? Ti raziščeš en del, potem pa ugotoviš, da je od zadaj še dosti več. Ne? Vidiš, da je dosti več in vidiš, da je to, kar veš, in še to, kar veš, pozabljaš, da je to povsem neznatno, da je povsem skoraj da v enem paketu človeškega znanja nepomembno. Človek, ki se tega ne zaveda, je lahko dostikrat hudo nesrečen. Ne? Ja. Če misli, da je ves svet zajel, ko je eno diplomo naredil na umetnostni zgodovini, recimo. Ljudje se na različne načine tlakujejo pot v nesrečo in potem še to pot pozlatijo. To je en način. Drugi način je ta, da se identificirajo z svojimi funkcijami. Da se identificirajo ne vem s kim, oziroma s čim. Dejansko je pa tako, da se lahko identificiraš samo sam sabo z svojimi dobrimi stranmi in svojimi slabimi stranmi. In eno varovalo pred tem je to, da se ne bojiš tega, da bi bil nepopoln, da se ne bojiš svojih napak. In drugo varovalo pred temi dodatnimi stiskami, ki jih prinaša življenje, je seveda to, da vsak skupaj sprejemaš z neko dozo humorja. Saj, če tako pogledaš, zakaj bi si človek prizadeval, da bi ga vsi imeli radi, da bi ga vsi razumeli? Ne bodo te, nikoli. Je skupina ljudi, ki te bo imela rada, je skupina ljudi, ki te nikoli ne bo imela rada in je še tretja skupina, ki je pa povsem vseeno zate. In edina skupina, katero lahko prepričaš, da spremeni svoje mnenje, je tista prva skupina. Tiste lahko prepričaš v nasprotno. Tako da je najboljše, da te zadeve pustiš na miru. In če se stvari lotevaš z humorjem, se mi zdi, da je to koristno zaradi tega, ker tudi svojo lastno bivanje potem in svojo lastno samopomembnost ali nepomembnost namišljeno ali dejansko ne vzameš preveč zares. Robert, prva služba, ki ste imeli, je Galerija Murska Sobota. Oziroma takrat Galerija Miška Krajnca še. Ne, takrat je že bila Galerija Murska Sobota. To je bilo leta? Leta 96 sem nastopil kot pripravnik. Relativno hitro po diplomi, ne? Ja.
Vsako leto sem delal tukaj, po 2 tedna, bil sem seznanjen. Se pravi, z ta tem gimnazijska delom. praksa je bila eno, potem pa ste med študijem tudi hodili. Vedno sem obiskoval Pomagati. to galerijo. Prvi šef vam je bil Franc Ubal. Ja, tako je. Ja, kakšen odnos sta imela? Zelo, zelo korekten. Ker on je drug značaj, kot ste vi. Hvala Bogi. Vse to je ravno pomembno. Ni sploh pomembno v tej komunikaciji, kakšen značaj je kdo, z katerih predpostav kdo izhaja. Zdaj včasih pri komu opažam, jo to pa ne bom prav, ker to me ne zanima, ker piše drugače, kot pišem jaz. Meni je pa to zelo zanimivo. Meni je zelo zanimivo, če nekdo drug izhaja iz drugih predpostav, kot izhajam jaz. V bistvu bolj čudno gledal, če bi kdo pisal tako, kot pišem jaz. Recimo Obal je pisal drugače in je naredil neverjetno dosti takrat za to galerijo. Jo je usposobil, ne, takrat, ko sem jaz, ne da bi si to želel, moral nastopiti to mesto, sem bil zelo prestrašen. Vedno se nekako moraš čutiti. Velike čevlje vam je pustil. Velike čevlje in veliko odgovornost. Teh zadev se ne smeš lotiti lahkomiselno. Ne. Vedno moraš vedeti, da je nekdo pred tabo nekaj naredil in da se od tebe pričakuje, da to nadgrajuješ in nadaljuješ, ne pa da to uničiš in da daš vse tisto, kar je bilo prej v nič. Ne. Tako da nisem bil ravno preveč zadovoljen. Tisto, kamor ste prišli, je dejansko že imelo Bienale male plastike, je imelo Pannonijo. Imelo je marsikaj, Ja. bila je ugledna galerija in pravim, zdaj to nadaljevati v tem duhu. Ne samo Treba- nadaljevati, tudi treba je dvigovati, vedno. Na vsak način. Ker, Ne. ker če ne dviguješ, stagniraš. Ne? Zdaj nekaj so strateški načrti, neke vizije, ampak to je tako, tukaj moraš biti zelo stvaren. To niso fantazijski in domišljijski spisi, kjer bi ti napisal, ali pa tekmovanja, kdo ima zdaj bolj bojno domišljijo in zdaj eden napiše, zdaj bomo pa naslednje leto sezidali eno nadstropje, drugi pa napiše, ja, naslednje leto bomo sezidali 2 novi nadstropji galerije. Moraš se držati dejanskega stanja. Težava pri tem dejanskem stanju pa ne veš, kako bo naslednje leto. In je tu treba biti previden in vedno je treba imeti nek B-plan. Včasih si razvojno naravnan, včasih si pa prisiljen v to, da si naravnan predvsem preživetveno. In tukaj moraš biti zelo fleksibilen, da se prilagajaš tem okoliščinam. Znanje, ki ste ga pridobili na filozofskem delu svojega študija, vam kaj koristi, vam se ga da uporabiti tudi pri delu umetnostnega zgodovinarja? Neverjetno, saj sem izobražen umetnostni zgodovinar. Tiste ogromne datoteke, ki smo jih morali nekako poskenirati, nositi sebi, si zapomniti to ogromno količino podatkov, prepoznavati dela tudi po detajlu. Recimo na izpitu sem dobil samo eno naslikano roko, en detajl z ene freske, ne najbolj znane. Ne. Te je izučil v tem, da hitro veš gledati zadeve. Da veš in da si tudi zapomniš na vse zadnje umetniško delo, zelo hitro. Ne. Včasih opažam, da nekdo rabi zelo dolgo, da gleda slike. Meni ni tako potrebno. Ne. Zdaj ta odnos do slike, sami ste rekli, ko ste bili mlajši, pravzaprav niste dosti razumeli in zdaj razumete ljudi, ki ne razumejo. Zdaj razumem oboje, sliko pa ljudi, ki ne razumejo slike. Moj pokojni prijatelj Lojze Logar je zmeraj rekel, niti treba razumeti. Vidiš, kar vidiš, čutiš, kar čutiš. Ja, dejansko, ko gledam slike, gledam jih na 2 načina. Ne. Eden način je ta, da jih gledam tako, kot vsi. Kot bi jo gledal jaz, Ja. ne? Ja. Ponavadi jih gledam tako, če se zadeve ne lotim študiozno, se pravi, pasem se, z očmi se pasem na sliki, seveda slika nekako učinkuje podzavestno nate, neko sproža mogoče, se tega in najverjetneje se sploh ne zavedaš. Ne. Drugače pa, ko se lotevam zadeve strokovno. Mi pa ta skladovnica teh slik, ki jih imam nekje v sebi poskanirane, zelo pomaga pri mojem delu, zelo pomaga pri mojem pisanju. To sem opazil
ravno zdaj pri tej razstavi, ko sem pisal o Ladislavu Danču in o tem njegovem ovinku na tej sliki pokrajina, sem rekel, na kaj mene ta ovinek, ki tako spominja na neko čeljust z razmajanimi zobmi, spominja. Seveda me je spomnilo na eno Picassovo ne tako znano sliko iz leta 1952, Tihožitje s kozjo lobanjo, se pravi, čeljust te kozje lobanje je naslikano povsem identično, kot je Danč naslikal ta svoj ovinek in vem, da Ladislav Danč te slike ni mogel videti. To je zdaj zanimivo, ne? Ker kak ste zdaj govorili, bi lahko rekel, evo, Danč je to nekje videl, pa je potem uporabil. Danč je bil en zelo samosvoj slikar. Ja. In tukaj mislim, da tu gre za to, kar je zoolog Rupert Sheldrake omenil kot neko morfično resonanco, se pravi, ene oblike odzvanjajo skozi stoletja. In tudi, ko pišem o umetniških delih, izhajam iz te predpostavke. Vemo, da je razvoj umetnosti linearen, da je skulptura, ki je nastala recimo v 14. stoletju in skulptura, ki je nastala v 20. stoletju, da je med njo velik časovni razmik. Toda, če vidimo te slike v knjigi, eno na eni strani in drugo na drugi strani, če vidimo na televiziji danes eno, jutri drugo, in mi imamo v naši skladovnici, kamor se odlaga marsikaj tega prečiščenega, kar vidimo, te skulpturi skupaj. In zakaj jih ne bi videli? Saj na vse zadnje nam umetnost vedno govori o osnovnih človeških zadevah. Ki pa niso odvisne od časa. Niso odvisne od časa. Zato so brezčasne, imajo neko intencionalnost, ki je značilna za njihov določen čas. Dejansko pa vedno govorijo o človeških upanjih, o strahu, o ljubezni, ki je vedno isto. Tisto, kar imamo radi, česa se bojimo, tisto se spreminja. Čustvo pa ostane isto. Robert, prej ste rekli, bolj človek spoznava materijo, s katero se ukvarja, bolj vidi, koliko mu še manjka, koliko česa ne ve in česa ne bo nikoli vedel pravzaprav. Ampak v tem svojem razmišljanju, načinu ste prišli potem tudi do ideje, da bi naredili doktorat. Kdaj ste se odločili, zakaj? V bistvu odločil sem se zato, ker me je mentor povabil, naj grem delati doktorat. Mentor? Doktor Jure Mikuš. Takrat sem doktorski študij vpisal in sem zelo hitro vse te študijske obveznosti opravil in vse sem opravil z odliko. Potem se je ostavilo pri sami oddaji dispozicije. Kar nekaj mojih kolegov je prijavilo, se je vpisalo na postdiplomski doktorski študij in vsi smo potem nekako po nekem naključju morali nastopiti ta direktorska mesta. Se pravi, to pa ne veš, kaj te čaka in časovno te to primanjkuje ti časa. Tako da eni nažalost niso uspeli formalno tega narediti, kar mi je zelo žal, ko so zelo veliki strokovnjaki, ampak pišejo naprej svoje tekste, odlične tekste. Če nimaš doktorata, zato nisi manj vreden. Ne. Ja, meni se je bolj šlo zato, ker če sem nekaj že začel, da to tudi končam. In potem najprej sem mislil eno temo od strmenja v madeže, se pravi Leonardove nasvete slikarjem, ki pravi, naj slikarji gledajo v oblake, gledajo v blato, gledajo v žerjavico in opisujejo podobe, ki se not kažejo. Pa njegov sodobnik Piero di Cosimo, ki je iste podobe opazoval na zidovih. Pa to sem potem hotel potegniti do teh slikarjev angleške romantike, Aleksandra Cosensa, Johna Constabla in njegovih oblakov, študij oblakov in seveda do Rorschachovega testa in pozneje do te Andy Warholove Factory, kjer so te udeleženci njegove Factory urinirali po kovinskih ploščah in na ta način sprožali kemične učinke, kjer so se pa zopet narava sama ustvarjala neke podobe oziroma pareidolije, kot se temu reče. Nalogo sem pa hotel zaključiti, na konec sem hotel postaviti to, kar je pa časovno oziroma kronološko postavljeno na sam začetek. To so slikarije v okrašenih jamah mlajšega paleolitika.
ne glede na to, kak je motiv, ali so jeleni, ali bizoni, ali medvedi, ali ljudje v teh jamah, ne glede na to, kako se ti motivi razlikujejo med seboj, imajo vsi nekaj istega. Ob obrobju tega slikovnega polja so vedno neke spirale, neke cik-cak znaki, neke šablonice, zvezdice. In David Williams temu pravi entopični pojavi in preko tega je prišel do sklepa, da so tisti, ki so slikali, prvi slikarji, bili dejansko šamani, ki so na ta način iskali stik z onostranstvom in na ta način tudi razlagali tiste roke. Ti znakeci bi naj bili... Ti znaki so entopični pojavi, ki se dajo reproducirati tudi v laboratoriju z uporabo različnih drog. Se pravi, poskusne osebe so na določeni stopnji opisovali to, kar so videli. In to, kar so videli, so bili ravno taki znaki, kakor se še najdejo v teh jamah, okrašenih jamah manjšega paleolitika, ki pa so zelo globoko v jami, se pravi, da v človeku povzročijo neko čustveno deprivacijo, se pravi, odrezan si od ostalih ljudi, od zvokov, od svetlobe, od vseh teh zadev. To je bilo kar eno obdobje, ko ste se takole z enega polja na drugo polje, ko ste iskali pravzaprav temo, s katero boste disertacijo delali. Težava je v tem mogoče, ko meni... Kaj je Jure Mikuš na to govoril? Jure Mikuš je ali bil... zavračal te teme? Ne, sploh ne. Ali bi vzel katerokoli od teh, ki ste jih zdaj opisali? Nikoli Jure Mikuš ni zavrnil nobene teme. Njemu je važno, kak napraviš. Kak narediš. In to se mi je zdelo tako ena dragocena izkušnja tega podiplomskega študija, kako uporabiti to znanje, ki ga imaš, kako ga nadgraditi, kako pristopiti k zadevi, kako biti v tem svoboden in kako se znebiš nekih tistih omejitev, ki misliš, da pa zdaj o tem, da ne moreš tako interpretirati slik, da so ene zadeve nespodobne in o njih ne smeš pisati. Dejansko neverjetno osvobojajoče izkustvo pri mojem pisanju. Moj problem je pa to oseben, da me zanima preveč stvari in vedno imam pa ene 3 zadeve odprte. Seveda pa pišem tako rekoč tudi za službo v hobi programu, se pravi po noči doma. Zato rabim mir in nočem, ne morem se privoščiti, da me motijo telefoni, da me motijo obiski, da me moti ne vem kaj. Potem se potisnem vedno v stanje, kjer moraš začeti vedno znova in to je mučno, prej te odbija od dela, kot pa privlači. Pauza. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Odlična, kot nekoč. Časi se spreminjajo, ljubezen ostaja. Radenska povezuje srca že 150 let. Nikoli nisi res sam, ob tvoji sem strani, tudi ko me ne iščeš. Nikoli nisi res sam. Vse je lažje, ko ti nekdo priskoči na pomoč. Nikoli sami.
Zavarovalnica Sava. Dr. Robert Inhof, ko ste predelali vse možne tematike, ki bi bile primerne za disertacijo, ste prišli pa do Martina Lutra, do evangeličanov in tukaj imam to disertacijo, piše Lutrova reformacija v retoričnem zrcalu podobe. Zelo učeno se sliši. Gre pa za to, da trdite, da so tudi podobe vplivale na nekatere Lutrove odločitve in na evangeličanstvo. Definitivno, podoba se nekako je pomemben segment v tem izvornem evangeličanstvu 16. stoletja. Zdaj, Martin Luther je izkoristil tisk kot novo pridobitev. Izkoristil je oziroma evangeličanski ali evangeličanstvo naklonjeni navadni ljudje so izkoristili retoriko narobe sveta oziroma karnevalsko retoriko. Se pravi, vzorci, model je že bil narejen, samo vstavili so se druge zadeve. Tako da najprej se to izraža preko teh satiričnih, neverjetno žaljivih, 16. stoletje ni bilo v nobenem primeru ekumensko. Do katolikov. In obratno. In nazaj, to tako. Se pravi, jaz sem bil nekako fasciniran nad to, danes bi temu reklo, nesramnostjo, hoteno žaljivostjo z ene in z druge strani, tako da to ni bil samo boj besede, boj teologije, bil tudi boj podob na vse zadnje. To je hecno. Ja. Da zmeraj, ko razmišljamo o takih, čemu vi pravite, recimo, eno nesramno komuniciranje, razmišljamo o besedi. Vi ste ugotovili, da se to da delati ali pa so delali skozi satiro, skozi podobe, skozi slike, skozi karikature. Ne smemo pozabiti, da je v Nemčiji 16. stoletja 80% ljudi bilo nepismenih. Učen jezik je bil seveda latinski jezik. Zdaj so se pa pojavljali te sramotilne lesoreze, ne samo tekstovno, ampak v skladu z podobami, tako da tisti, ki ni vedel brati, je preko podobe razumel, zakaj se gre, in v praksi so bili tudi javna branja. Nekdo je javno bral in tudi razlagal te podobe, kaj podobe pomenijo. In dobro je bilo to, da so te podobe lahko bilo narejene s pomočjo tiska, se pravi lesoreze, zelo hitro. To, o čemer se je danes pogovarjalo v gostilnah na ulici, je jutri že bilo natisnjeno. Tisto pravim, kar me je pa tako fasciniralo, je pa ta neverjetna nesramnost teh podob. Celo taka nesramnost zdaj leta 2017, 500-letnice nastopa Martina Lutra v Lutrovem letu, so dobil eno knjigo, kjer je na naslovnici Tamonstrum, ki so ga našli v Tiberiji in sta ga Luther in Melanchthon poimenovala papeški osel. Se pravi, oslova glava, zmajev trup, slonova noga, ženske prse, pa so v tem našem hinavskem svetu, kjer se vse da pod madeže ali pod asteriskse, razen nasilja, čez te ženske prsi naslikan, zakrite so skratka s črnim trakom. Se pravi, cenzura 16. stoletje je bilo glede tega dosti bolj odkrito. In meni tudi to življenje podobe in en moment po Lutrovi smrti, ko
beseda sama postane podoba. Ne? Svetopisemski citat kot amulet, ki se napiše na posmrtna oblačila, na stene hiš, na trmove in varuje vernike pred zlim, ali pa v 17. stoletju, v času 30-letne vojne, podoba Martina Lutra, ki naj bi imela funkcijo, isto kot je funkcija katoliškega svetnika, naj bi varovala hišo pred nesrečo, pred ujmami, pred požari in podobno. In seveda ta skatološka retorika, ki je tako značilna za 16. stoletje, recimo za literaturo François Rabelais in njegov Gargantua in Pantagruel, je poln tega. Pa seveda te Lutrove izjave in podobe, predvsem opis papeštva, pri katerem je sodeloval 1 leto pred smrtjo, se pravi 9 izrazito skatoloških, danes povsem seveda nesprejemljivih ilustracij, sramotilnih. In zanimivo je to, zdaj skatološka retorika vizualna ali pa besedna se vedno nanaša na nekaj, na defekacijo ali spuščanje vetrov. Že sveti Avguštin piše v svojem delu De Civitate Dei, da obstajajo ljudje, ki se z vetrom tam zadaj oglašajo tako lepo, da bi človek mislil, da pojejo. Isto piše Michel de Montaigne o nekem Filipu Petomanu. Petoman je beseda za spuščevalca vetrov, za dvora cesarja Maksimilijana, da ni bilo melodije, ki ne bi mogel na ta način reproducirati. In tudi na prelomu 19. v 20. stoletje je v Parizu deloval Joseph Pujol z skromnim, a zelo skrčenim umetniškim imenom Petoman, in ki je v zabavo gledalcev in predvsem poslušalcev na ta način odigral melodije, kot so O Sole Mio ali pa Marseljeza in podobne zadeve. Skladal je pa tudi lastne glasbene impresije, recimo o potresu takratnem v San Franciscu, in seveda dal godbi napihala povsem nov pomen in tudi mogoče sintagmi, ta ga pa pihne. Ne? In zanimivo je, da se zdaj hoče, obstaja želja, da bi se v Pujolu posnel biografski film, igral naj bi ga Johnny Depp, ki si želi igrati to vlogo. Zakaj pravim to tematiko? Ta tematika razkazovanja zadnjice, spuščanje vetrov je bila zelo sramotilna gesta v srednjem veku, pred reformacijo, med reformacijo še posebej zato, ker je bila usmerjena proti papežu in proti katoliškim dostojanstvenikom. Zakaj? Ne? Obstaja oltarna slika Mihaela Pahera iz leta 1484, Sveti Avguštin in hudič. Tam opazimo en zanimiv detalj. Ljudje takratnega časa so bili prepričani, da hudič, ne glede na to, da lahko dobi in si prizame katerokoli obliko, tudi človeško, se pa ne more prikriti svoje pomanjkljivosti, to pa je, da nima zadnjice in da ima tam še en obraz. In s tem, ko so srednjeveški ljudje se na tak način razkazovali, so bili to v bistvu potrpeljske geste. Hudiču so kazali njegovo pomanjkljivost. Seveda v teh sramotilnih lesorezih se je to tako, recimo tam kmetje pri Lutrovem opisu papeštva, kmetje spuščajo vetrove v papeža, ki drži bulo iz občenja, ta bula se sežge od samega žvepla in napis podaj piše: papež, ne bodi tako jezen mož in ne grozi nam z izobčenjem, sicer bomo mi izobčili tebe, se pravi v smislu vetra, in ti pokažali tvoj belvedere. Se pravi, italijansko sintagma belo vedere pomeni lepi razgled, in lepi razgled naj bi bil to, kar mu kažejo kmetje za svojimi spuščenimi hlačami, kar je pa popolno anahronizem. Kmetje se po kmečki vojni več vizualne umetnosti ne pojavljajo. Kmetje se smatrajo od Lutra izdanega in več ne podpirajo reformacije. Robert, iz stališča likovne umetnosti. Katoliška cerkev je napihovala stvari, jih delala lepe, velike, da prepriča ljudi.
Zato so tudi slike bile bogate, freske in tako naprej. Kaj je prineslo reformacija v likovno umetnost? Zdaj, splošno verjetje je, da je reformacijo prinesla ikonoklazem. Dejstvo je, da se je ikonoklazem prvič na Zahodu pojavil v Wittenbergu v času Lutherove odsotnosti, ko je bil Luther zaprt na gradu, oziroma v izgnanstveno nagrado v Wartburg. Vendar Kaj pomeni beseda ikonoklazem? Podoboborstvo, lomljenje podob, uničevanje podob. Okay. In ko je videl, kaj se je v Wittenbergu dogaja, je prišel v Wittenberg in je ta ikonoklazem ustavil. In ustavil ga je na en zelo zvit način. Rekel je, tisti človek, katerega vera je šibka, tisti se boji podob, saj čaka, da bodo podobe nanj v verskem življenju učinkovala. Tisti, ki je pa stanoviten v svoji veri, pa se podobe ne boji, saj ve, da je podoba iz lesa, iz barve in na njegovo versko življenje ne more učinkovati. Podoba je torej samo znak, k katerim se ne moli in ni nadomestek za Božjo besedo, recimo. Ne? Zanimivo je pa to, da pa v skladu z Lutherovo teologijo križa, z trpljenjem, bi pa pričakovali, da bodo evangeličanska razpela, kako sta jih slikala oče in sin, Lukas Kranach starejši, Lukas Kranach mlajši, da bodo izgledala tako, kot je recimo izgledalo razpelo na Isenheimskem oltarju Matijasa Grünewalda. Se pravi, trpeče Kristusovo telo z zelo nazorno prikazanimi ranami, se pravi, izmučeno telo. Dejansko pa so ti evangeličanski Kristusi zelo lepi. Prav nič niso strašljivi. Stilizirani, ne vidi se ran. Ne vidi se nobenih ran. Luther je bil mnenja, če vera hoče imeti podobe, naj ima podobe, ampak v nasprotju z to teologijo križa je pa zahteval, naj so podobe lepe, da človeka ne prestrašijo. Super. Zdaj pa lahko počasi disertacijo zapreva. Pa greva na vaše delovno mesto in na ta zadnji dogodek, ki se ta hip odvija in se bo še nekaj časa odvijal v galeriji v Murski Soboti. Rekli so že v začetku, ko ste prišli v galerijo, ko ste prevzeli funkcijo direktorja, ste podedovali spoštovanja vredno dediščino, ki se reflektira v tem, kar je bilo narejenega, pa predvsem v zbirki, stalni zbirki galerije Murska Sobota, kjer je veliko tega, kar so tu rojeni ali pa tu živeči slikarji ustvarili. Temu se pravi pač stalna zbirka. To je premična dediščina, je stalna zbirka. Ne samo od teh naših slikarjev, kar je seveda naloga naše galerije, kot statusa pooblaščenega muzeja, ki ima hkrati status pokrajinske galerije. Naslednja pokrajinska galerija je Umetnostna galerija Maribor, potem Slovengradec. Zelo premišljeno so razpostavljene po državi. Zdaj, kako naprej? Odločil sem se, da bomo to stalno zbirko dopolnjevali. Zdaj v teh 2,5 mandatih mi je uspelo dopolniti to zbirko z nekimi 270 umetniškimi deli, izjemno pomembnimi. Zdaj, verjetno boste rekli, to ni nič posebnega. Greš nekam, skleneš dogovor in zadevo kupiš. Če pa mogoče nimaš ravno sredstev za nakup, je pa to zelo težko in nam je to, sam ne vem kako, nekako nam je uspelo ta dela pridobiti. Dosti dobivamo tudi donacij od umetnikov, ki so tako zadovoljni z temi razstavami, ki so jih imeli pri nas, da se kar odločijo, da nam določena dela, tudi temeljna dela, pustijo v stalni zbirki. In vsaka razstava, ne glede na to, kak izbor iz stalne zbirke je vedno zahvala tistim, ki so tukaj začeli sestavljati stalne zbirke, začeli se ukvarjati z razstaviščno dejavnostjo, si prizadevali in jim je tudi uspelo takrat skleniti dogovor, da imamo to, kar danes imenujemo Galerijo Murska Sobota. In ne nazadnje je stalna zbirka naše skupno dobro. Najprej je bil paviljon arhitekta Novaka. Ja, najprej so bile razstave še
današnjem gradu, potem je bil paviljon arhitekta Novaka. Leta 1980 pa je bila dana v uporabo današnja galerija Murska Sobota. Zdaj že tudi stara. Ja, stara je, dotrajana je, nikoli se ni... Premala za stalno zbirko. Za stalno zbirko je prav gotovo premalo, za občasne ni, za občasne je ravno prav. In ne smemo pozabiti, da je to namensko grajena zgradba, ni neka zgradba prirejena razstavnemu prostoru. Stalno zbirko imamo v depoju, vsake toliko časa delamo tematske razstave z nje, jo pošiljamo okrog po Sloveniji in po svetu določena dela. Je povpraševanje po teh delih, celotna stalna zbirka je digitalizirana, je na portalu Muzeum Vsi, kjer so vsi slovenski muzeji in njihova dela, ki jih imajo stalno zbirko gor, se pravi, če iščeš slikarja, recimo Sandi Čevek, takoj vidiš, v katerih muzejih je predstavljen oziroma zastopan. Kot sem rekel, stalna zbirka je skupno dobro in prizadevati za stalno zbirko in da vidiš, da ti uspe sestavljati stalno zbirko, da dobivaš tako krasne kose, tako pomembne kose v neko galerijo. Je to en izjemen občutek in takrat pa res greš z veseljem domov, z enim občutkom, da si upravil svoje delo in da je to skupno dobro in da veš, da se stalna zbirka dela za zanamce in da tega nišče ne bo nesel domov. To je tukaj, to je naša izkaznica. V Murci imamo kar pestro zgodovino kvalitetnega likovnega ustvarjanja. Neverjetno. So kaj, kje se začne? Pri Brečiču ali kje se začne? Jaz bi osebno dal Brečiča. Brečič se mi stilno zdi bolj kot del 19. stoletja, kot 20. Tudi leta 1928, ko je razstavljal v Ljubljani, je Rajko Ložar, ki je takrat pisal kritiko o tej razstavi Za dom in svet, omenil, da modernizma v njegovih delih zaman iščeš. Tukaj klasik. Klasik, mađarska šola, odmevi babizonske šole, neki nastavki pa so vsekakor v modernizmu, sam modernizem pa bi težko iskali. Za mene se tukaj začne modernizem leta 1970 z prihodom takrat diplomantov Ljubljanske akademije za likovno umetnost. To so bili kdo? To so bili člani skupine DHLM. Dančko, Logar Mesarič. Takrat priti z takimi modernističnimi pristopi v eno tako malo okolje in prinesti stilne, ne z 20-letnim, ne z 10-letnim zamikom, ampak skoraj sočasno ameriške. Oni so bili skupina, ampak zelo, zelo raznolika. Oni so bili skupina bez nekega enotnega programa in ta raznolikost, odsotnost kakekoli grupacije, zelo raznolikost medsebojna umetniška je v moje veliko veselje še prisotna danes. Še danes ti umetniki njihovo delo niso med sabo podobna. So si na nek način sorodno, to sorodno sem poskušal razbrati na tej razstavi osamljenosti iz stalne zbirke. Sem pa fasciniran nad to izrazno močjo in nad to izvirnostjo, ki jo imajo naši umetniki, se pravi iz Prekmurja izvirajoči umetniki. Zdaj je pa zanimiva to, kar je mene recimo fasciniralo, ko ste predstavljali to knjigo, ko sem jo bral. Na nek način poskušate razbiti stereotip o melanholičnih Prekmurcih, o dobrih ljudeh, o ne vem čem, ampak s knjigo, pa z vsem, kar o teh delih pišete, ga pravzaprav poglabljate. Še bolj smo melanholični v likovni umetnosti, kot bi človek pričakoval. Čeprav pravite, da ne moremo reči, da je ta umetnost nekaj drugačnega, kot je po celem svetu, da je samo geneza, rod teh ljudi od tukaj povezuje prekmurske slikarje. Zdaj ti interpretirajo so te zadeve povsem drugače. Tudi osamljenost, ko se marsikdo misli, pa zdaj nekako, ko so ti ljudje osamljeni, ko sem jaz sam osamljeni, ko smo vsi skupaj mogoče del Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Banda. Ne daleč od tega, osamljeni si v tem izkustvu skočiti v črni žolč. Se pravi, tega ne moreš narediti. Črni žolč je melanholija. Črni žolč je melankole,
tako kak je rumeni žolč, kak je kri, kak je sluz, se pravi 4 človeške tekočine, za katere so že stari grški zdravniki rekli, da je človek zdrav, če so te telesni sokovi med sabo zbalansirani. Kakor nastane predominanca nekega telesnega soka, tako postane tudi predominanca, oziroma človek postane ali kolerični temperament ali melanholični temperament, s tem, da pa je za melanholike vedno bilo značilno, da so bili sposobni izjemnih umetniških stvaritev. Zdaj bo nekaj mesecev ta razstava, izsek iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota na ogled v galeriji. Kaj najde človek, ki pride notri, kaj si naj ogleda, s čim se bo soočil? Soočil se bo s tistim, kar se je vedno govorilo in kar je v bistvu meni tudi bilo že položeno, s čim se bom ukvarjal pri tej temi. Vedno se je govorilo o prekmurskem slikarstvu kot o nekem specifičnem slikarstvu, kar ni res. Vedno se je govorilo o delih naših umetnikov kot o tesnobnih, morbidnih, melanholičnih in podobno. Sem rekel, najprej jaz tega nisem tako zaznal, so se na zadnje tudi sam del te zgodbe. Potem sem pomislil, zakaj pa ne, potem pa to izpostavimo. Saj je vse to je zajeto. Toda, če bi mi ta dela pomešali med dela drugih umetnikov in jih razstavili nekje v Nemčiji ali pa v Angliji ali pa na Švedskem, nihče ne bi v njih opazil nič prekmurskega. Nič slovenskega, nič prekmurskega. Bili bi povsem enako vedno ostalim delom take zadeve najdemo povsod po svetu, seveda na severu bolj. Prednost likovnega izražanja je dejansko v tem, da je univerzalno. Ti ne rabiš prevoda. Ne rabiš prevoda. Ni prekmursko narečje, ni slovenščina, ni govorjena beseda, je likovni jezik in likovni jezik je vedno nekaj takega, kot je bil ta stari jezik trgovcev ali pomorščakov, je lingua franca. Ampak ta jezik mora biti nekje utelešen. Utelešen je pa v samem slikarskem meteju oziroma veščini. In tukaj se našim slikarjem dogaja neverjetno dosti. Zdaj, recimo, Franc Mesarič je pred leti bil povabljen na razstavo svetovnega hiperrealizma v Budimpeštu. In tam so njegova dela visela ob delih Ralpha Goingsa, Richarda Esteza, Roberta Cottinghama, se pravi teh znanih ameriških hiperrealistov. Velik zasebni muzej, ki ima Picasso, ima Morandija v svoji zbirki iz finskih Helsinkov, je odkupil delo Sandija Čeveka za svoje zbirke in se zdaj dogovarjajo, da bi Čevek imel tam razstavo. Umetnostna galerija Maribor je odkupila dela za stalno zbirko od Mirka Reinerja. Zdenko Huzjan razstavlja vsa povsod in dobila števila priznanja, številne tekste. Se pravi, izjemno dosti se dogaja in izjemno veliko odzivnosti je na te slikarje. Zdaj pa, Robert Kinghoff, me nekaj drugega zanima. A se da od likovne umetnosti živeti? Mislim, današnjem času. Mislim, da ne. V času te kulturne industrije oziroma industrije kulture, kjer na leto prihaja toliko umetnikov, s toliko različnih akademij, zasebnih šol, ne vem česa. Se pravi, kombinacija je, da vzameš službo, pa doma slikaš, čeprav si akademski slikar, čeprav si vrhunski, čeprav imaš vrhunske razstave, ti slike prodati fizično ne moreš. Ne, finta je pa v tem, da pa je jasno, da to niso vsi vrhunski umetniki, ne morejo biti vrhunski umetniki. Dobro, vrhunski, ja. Mogoče se komu zdi zelo tako zabavno dejstvo, da biti umetnik, ne, biti svoboden umetnik. Ne vem, včasih je bilo tako, da so jih na akademijo smer slikarstva sprejeli 5. 5 tistih, ki so naredili spremne izpite in še ti so bili 1 leto na probi. Danes se mi pa ta številka nekako zdi prevelika. Ker dobi akademija denar od števila študentov. Ja, nažalost je to slabo zastavljeno, ampak to je ena posebna panoga in bi moralo biti pač majhno število študentov, pa dobiti isti denar za funkcioniranje te akademije, kot pa da in vseh ostalih teh zasebnih šol. Ampak to ni moja zadeva. Moja zadeva je to, da jih je preveč, ne vejo in niti ne morejo tudi, če hočejo, tudi če so dobre, kam bi se dali galeriji za statusom pooblaščenega muzeja.
v katerih morajo ostavljati, če si hočejo pridobiti status, je samo 7, ostalo so razstavišče. In vsega je tukaj preveč. To se mi zdi težava. Dobro, pojdiva zdaj minova nazaj k Robertu Inhofu. Verjetno vam življenje ni samo galerija, zbirke, slikarji, verjetno tudi kaj imate prostega časa. Kaj počnete v njem? Imate vinograd, imate... Niti podrazno nočem imeti vinograda. Povsem običajne zadeve. Berete ogromno, to vem. To gre tako zraven, ne. Rad se sprehajam, povsem brez cilja. Samo toliko, da se sprehajam. Sam sebe nekako smatram za zelo družabno zadevo in sem rad v družbi, se rad zabavam. Sicer pa... In če je le možno, ne težim, ne. Če ne? Če je le možno, ne težim z temi zadevami v zasebnem življenju. Ok, tudi danes upam, da nisva težila. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam za prijazno povabilo.